Sindikata sta se tradicionalno srečala na Obrežju. V Segonjah gradijo vodovod. Metlika danes praznuje. Lepo pozdravljeni. Na pobudo svobodnih sindikatov Slovenije se je pred 9 leti na mejnem prehodu Obrežje odvilo prvomajsko srečanje s hrvaškimi sindikalnimi kolegi. Od takrat na vsakoletnem srečanju opozorijo na določene težave, ki slabijo položaj delavcev po Evropi. Tokrat sta Dušan Semolič v imenu slovenskih in Mladen Novosev v imenu hrvaških sindikatov podpisala skupno izjavo o davčni pravičnosti. Utaja davkov ali izogibanje je mogoče zaradi pomankanja informacij o kapitalskih tokovih. Nacionalne vlade tekmujejo v davčni konkurenčnosti namesto v sodelovanju pri transparentnem kroženju kapitala, opozarja Evropska konfederacija. V Evropski uniji približno 1000 milijard na leto gre mimo proračunov, mimo prispevkov, mimo vsega tega, kar morajo delavci plačevati. Vsak evro, ki gre mimo proračuna, mimo teh blagajn prizadene pokojnine, socialne prejemke, tudi plače. V Sloveniji po nekaterih ocenah delež sive ekonomije znaša med 14 in 19% bruto domačega proizvoda, na Hrvaškem celo okoli 30%. Naslednja naša zahteva je bila, da dvignemo davek na dobiček. Ta je med najnižjimi v Evropi. V Evropi se krepi prepričanje, da mora biti spodnja meja 25% davka na dobiček. Ne smejo države tekmovati z zniževanjem tega davka, kajti to spet prizadene pokojninsko blagajno. Nema nikakve logike da se dozvoljava bankama, multinacionalnim kompanijama da prenose i da vrše velike financijske transakcije u razne porezne oaze, Sejšele i kako god sve naživamo te otočje. I apsolutno podupiremo da se takve financijske transakcije oporezuju. Oba sindikata pozivata svoji vladi naj podpreta davek na kapital in zagotovita kadrovsko okrepljeno davčno upravo za boj proti utajam. Podpirata ustanovitev mednarodnega vseevropskega središča Eurotax s širokimi pooblastili za davčne preiskave, k čemur stremi Evropska konfederacija sindikatov. Novomeško občinsko upravo čaka temeljita reorganizacija. Glavna sprememba bo v številu uradov, ki jih bo skoraj pol manj. Ustanovili pa bodo velik urad za prostor in razvoj, namenjen gospodarstvu. Prenova občinske uprave je nastala na temeljiti analizi nove direktorice, ki je navdušeno pozdravila dejstvo, da so svetniki soglasno podprli ta predlog. Dejansko se je pokazala potreba, da je bilo treba nekaj narediti z načinom dela občinske uprave. Treba je narediti občinsko upravo zelo strokovno, mora delati učinkovito, zakonito, kajti do zdaj je bil občutek, da je vsega tega nekoliko primanjkovalo. Nova ureditev občinske uprave bo prinesla predvsem boljši servis za občane. Mi želimo za manj oddelki doseči to, da se občane ne bo pošiljalo od vrat do vrat, da bo manj teh vrtičkov in da bomo seveda bolj učinkovit servis za občane. Obstajali so med uradi tako imenovane administrativne ovire. Ljudje niso sodelovali med sabo, čakali so en na drugega in tudi stranke so pošiljali od vrat do vrat. In to se je potem poznalo na eni strani na kakovosti naše storitve, predvsem pa na naši odzivnosti. V obdobju oblikovanja predloga o reorganizaciji dela občinske uprave, ki je potekalo s sodelovanjem vseh zaposlenih, se je direktorica občinske uprave prepričala, da imamo na občinski upravi, kot sem rekla, veliko dobrih in strokovnih ljudi, vendar mislim, da niso bili pravilno vodeni. In jaz sem pokazala za svojim načinom dela, kot sem rekla, da mislim resno, da jih mislim pri svojem delu zelo podpirati in tudi na vse zadnje kontrolirati. Obenem pa se zavedajo, da so nase prevzeli veliko odgovornost in da bodo morali izpolniti veliko pričakovanj občank in občanov Novega mesta. V občini Škocjan ta čas na sicer redko poseljenem območju Segonj pospešeno izvajajo izgradnjo prepotrebnega vodovoda. Izvedba naložbe je bila sprva predvidena v okviru hidravličnih izboljšav, vendar je občina zaradi nejasne usode projekta in dolgoletnih zapletov izgubila potrpljenje ter gradbena dela začela sama v sodelovanju s tamkajšnjimi krajani in lastniki zidanic.
Z izgradnjo vodovoda, ta se zaradi ugodnih vremenskih razmer počasi bliža k koncu, bodo lastniki objektov naposled deležni zanesljive vodooskrbe iz javnega vodovodnega omrežja. Naložba je nekoliko specifična, v njej namreč dejavno sodelujejo tudi občani. In sicer na način, da so prevzeli izvedbo gradbenih del, montažna dela, se pravi, in pa same cevi, to je pa strošek, katerega bo pokrila občina Škocjan. Kot pojasnjujejo v občinski upravi, so že položili glavni cevovod v dolžini dobrega kilometra, opravljen je bil tlačni preizkus, sledi še izgradnja hišnih priključkov. Vsa gradbena dela naj bi bila predvidoma končana prihodnji mesec. Občani bojo s svojim delom in z delom, katerega so obvezali, da bojo izvedli, prispevali v višini 62 000 evrov. Občina bo prispevala v obliki materijala in pokritja stroškov montažnih del 125 000. 31 lastnikom objektov, ki bodo plačali nekaj več kot 60 000 vredna gradbena dela v skladu z odlokom o opremljanju stavbnih zemljišč na območju izgradnje vodovoda, komunalnega prispevka ne bo treba poravnati. Ostali, ki pri gradnji ne sodelujejo, pa bodo prejeli odločbe o plačilu komunalnega prispevka. Ravno iz tega smo izdelali program opremljanja za to področje, v katerem smo pravzaprav navedli vsa ta dejstva in na nek način začitili občane in vse te, ki se sedaj sofinancirajo, napram tistim, ki se bojo kasneje priklopili, da bojo poravnali pravzaprav adekvatni znesek, katerega so ti občani ob tej zgradnji, katera je bila že prej omenjena, poravnali. Za srednje velik objekt komunalni prispevek ne bo nižji od 2100 evrov, še pojasnjuje Petelin. Čeprav je žužemberški občinski svet nedavno sprejel proračun za letos, so svetniki na zadnji seji že razpravljali o prerazporeditvi denarja. Strinjali so se, da se zagotovi sredstva za obnovo in asfaltiranje lokalne ceste Kleč-Polom-Žvirče, ki je v precej slabem stanju. Projekt je ocenjen na okoli 90 000 evrov. Poleg denarja iz občinskega proračuna bo občina zanj namenila tudi sredstva, ki jih dobi po 23. členu zakona o sofinanciranju občin, je dejal žužemberški župan Franc Škufca. Mi pa smo morali uradno tudi sredstva nameniti na poseben konto zaradi tega, da se glede na to, da se pridobiva evropska in pa državna sredstva, namen v posebnem kontu tudi jasno izražen. Uredili naj bi okoli 500 metrov odseka lokalne ceste, ki je zaradi dotrajanosti in poškodb vozišča slabše prevozna, prometno manj varna ter ne zagotavlja dobre prometne povezanosti med kraji občine in kraji v sosednji občini, čeprav jo tamkajšnji krajani kar pogosto uporabljajo. Nenazadnje smo pa slišali tudi, da se tudi del občanov svoje otroke vozi v šolo, v vrtec, na Prevole in mislim, da glede na to, da je bila tudi ta obljuba dana že kar nekaj let nazaj, je prav, da jo uvrstimo in jo seveda postopoma tudi realiziramo. Obenem so svetniki potrdili tudi predlog zaključnega računa občine za preteklo leto. Na prihodkovni strani je bila realizacija skoraj 98%, na odhodkovni pa le 85%, predvsem na račun Sohokranjskega vodovoda, ki ga niso začeli izvajati v takšni meri, kot je bilo načrtovano. Župan se je zato na to temo v zadnjem času na pristojnem ministrstvu udeležil številnih sestankov. Sestanki so bili uspešni vsaj v tej smeri, da je država začela hitreje spreminjati tudi njihovo zakonodajo. Proti predlogu zaključnega računa pa so glasovali opozicijski svetniki, ki so med drugim dejali, da bi ob tem morali dobiti tudi poročilo nadzornega odbora. Škufca jim je v odgovoru dejal, da je nadzorni odbor samostojen organ, na katerega občina nima in ne sme imeti vpliva. Občina Dolenjske Toplice bo ponoči v nekaterih naseljih še bolj osvetljena. Župan Jože Muhič je namreč svetnike seznanil z informacijo o opremljanju naselij z javno razsvetljavo. V skladu s prejetim proračunom bo občina letos postavila 2 novi javni razsvetljavi, saj številni občani vneto zahtevajo, da je v naseljih, kjer živijo, svetloba tudi ponoči, pravi topliški župan. Letos bomo naredili najprej v Dobindolu, to bo že verjetno pred poletjem, v jeseni pa v Občicah, v jeseni zato, ker bo šlo to čez neko nivo, ki je pa posajena in smo se dogovorili, da bomo pustili toliko časa nivo še rast, potem bomo pač razkopali in umestili luči. Javno razsvetljavo bo dobilo tudi 8 drugih naselij, kjer so med gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja ali kanalizacije že položili cevi zanjo.
Po oceni župana bo celotna naložba znašala 185 tisoč evrov. To ni izvedljivo v letošnjem letu, tudi najbrž ne v 2 letih, ampak smo razdelili na 4 leta. Kakšen bo vrstni red, pa bo odločil občinski svet, ki je med drugim potrdil tudi 2-letni program športa in kulture. Za kulturo skupaj namenjajo nekaj več kot 63 tisoč evrov, od tega bo razpisanih 10 400, 28 500 evrov pa bo šlo za monografijo Dolenjske Toplice. Za šport je letos v proračunu predvidenih skoraj 29 tisoč evrov, na razpisu pa jih bodo razdelili nekaj več kot 26 tisoč. Oba razpisa bosta objavljena pred poletjem. V občini Mirna bo možno graditi male čistilne naprave s pomočjo občinske subvencije. V ta namen so mirnski občinski svetniki na zadnji seji potrdili pravilnik o subvencioniranju malih čistilnih naprav. Pravilnik je osnova za prijavo na razpis za subvencioniranje malih čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode zmogljivosti čiščenja do 50 populacijskih enot. Določili bodo tudi prioritetno listo. Tisti, ki so na vodovarstvenem območju oziroma območju, kjer je potrebno najprej urediti kanalizacijo oziroma male čistilne naprave, bodo imeli pri prijavah prednost pred ostalimi. Ko se bo to zapolnilo, pa seveda po vrstnem redu prijav. Na razpisu, prvega bodo objavili po prvomajskih praznikih, bodo razdelili 10 tisočakov. Skladno s pogoji iz pravilnika in z vsebino javnega razpisa bo posameznik dobil 800 evrov za nakup čistilne naprave. Na Mirni sicer imajo urejeno kanalizacijo in čistilno napravo. Nekaj objektov je še v okolici Mirne, ki bi se morali priključiti, ampak glede na to, da bi kanalizacijski sistem bil dražji, kot je mala čistilna naprava, bomo vsekakor težili k malim čistilnim napravam. Več kot polovica občanov ima torej že urejeno čiščenje odpadnih voda, ostala polovica pa bo morala to urediti z malimi čistilnimi napravami. Na današnji dan leta 1365 je goriško-tirolski grof Albert IV. Potrdil mestne pravice prebivalcem Metlike. Iz tega se da sklepati, da je listina o dodelitvi mestnih pravic Metliki starejša, vendar še niso našli pisnih virov, ki bi to potrdili. So si pa Metličani ta dan izbrali za praznik njihove mestne skupnosti. Osrednjo slovesnost so pripravili na tamkajšnjem grajskem dvorišču. Z besedo, glasbo, pesmijo, plesom in humorjem so jo oblikovali dejavni posamezniki in člani metliških društev, ter na njej spregovorili o 650-letni zgodovini njihovega mesta, ki je doživljalo vzpone in padce. Danes pa njegovo staro mestno jedro, nekdaj simbol napredka, propada in je vse bolj osiromašeno, pravi predsednik mestne skupnosti. Bi želeli, da bi naša Metlika, ta stari del, bil nekoliko bolj urejen. Mi smo navajeni, da tukaj le živimo, vendar marsikdo, ki pride v Metliko, sicer vidi lepoto našega mesta, ampak vmes je pa cel kup stvari, ki bi se jih dalo urediti. Nekaj korakov manjših smo že naredili, dajemo recimo subvencijo za ureditev fasad v mestnem jedru, tudi subvencijo za najemnine za lokale v mestnem jedru, tako da ves čas nekaj delamo na tem, da bi privabili ljudi nazaj in upam, da nam bo s časom tudi uspelo. Meščani so sicer zadovoljni, da se ureja pročelja hiš, želijo pa si še več. Radi bi, da bi se seveda tlaki uredili, da bi se uredili trgi. In še marsikaj našteva Bezenšek. Sicer pa so v Metliki ob letošnjem mestnem prazniku in 650-letnici potrditve mestnih pravic pripravili več dogodkov. Izdali so tudi knjigo dr. Božidarja Flajšmana z naslovom Podobe časa, kjer so predstavljene metliške razglednice od samega začetka, od konca 19. stoletja pa do danes. Knjigo Flajšman konča z manifestativnim opozorilom na današnjo odrinjenost Metlike in celotne Bele krajine, ki so ga prejšnji mesec uprizorili domačini s simboličnim začetkom kopanja predora skozi Gorjance. Toliko smo strnili v tokratne novice. Bodite z nami spet jutri. Nasvidenje.